Živijo, kako ste? Sem dr. Aleksander Mota, fizioterapevt, osteopat in avtor digitalne knjige Segredos da coluna Sandor. In danes vam želim pokazati preprosto najboljšo vajo, ki jo poznam za lajšanje bolečine in simptomov povezanih z ishiadičnim živcem. Ostanite z nami v videu, saj vam bom na koncu dal še dva dodatna nasveta. Toda preden začnemo z videom, kot vedno, ne pozabite všečkati, če me gledate na Facebooku, ali pa pritisnite všeč mi je, če me gledate na YouTubeu. Če ne, boste na koncu iskali druge vaje za ishiadični živec, druge vaje za koleno, ramo, komolec, ki jih imamo tukaj na našem kanalu in boste pozabili dati všeč mi je tukaj. Ko pritisnete všeč mi je, pomagate našemu kanalu, naši strani, da raste. In s tem omogočite, da naši nasveti, naša sporočila pridejo do vedno več ljudi in da lahko pomagamo vedno več ljudem. Zato ne pozab, takoj pritisni všeč mi je in pojdimo na video. Ishiadični živec je dobro poznan tistim, ki imajo kakršnekoli težave s hrbtenico ali pa imajo skrajšano mišico, imenovano piriformis. Zelo pogosto je, da tisti, ki imajo katero od teh dveh težav, bodisi s hrbtenico ali s piriformis mišico, občutijo bolečino, pekoč občutek, občutek električnega sunka, otrplost ali mravljinčenje, ki se začne v zadnjici, poteka po zadnji strani cele noge in včasih sega vse do podplata. In to je pravzaprav potek ishiadičnega živca, ki se začne v ledvenem delu hrbtenice, poteka za zadnjico, gre mimo kolena, meča in vse do podplata, do stopala. In ker bomo delali z živcem, ste se seveda spomnili tistih tehnik za nevralno mobilizacijo, o katerih smo govorili za zgornje okončine, za roko, za ulnarni, mediani in radialni živec. In ta vaja za izboljšanje zdravja ishiadičnega živca je prav tako vaja za nevralno mobilizacijo. Za izvedbo te vaje boste sledili 5 korakom. Najprej se boste ulegli blizu stene, s trebuhom navzgor. Idealno je, da ležite na tleh ali na kakšni bolj trdni površini. Lahko uporabite blazino ali kakšno joga podlogo, nekaj podobnega, da ublažite in da vam bo bolj udobno. Če ne morete leči na tla, lahko uporabite posteljo, vendar dajte prednost bolj trdi, bolj čvrsti postelji. Drugi korak je, da podprete nogo, podprete peto ob steno. Noga mora biti stegnjena in sproščena. Lahko uporabite tudi nekaj za večje udobje. Za pomoč pri izvajanju vaje lahko uporabite žogo, blazino ali vzglavnik. Pri demonstraciji bom to naredil brez tega, da boste lažje videli gibanje. V 3. koraku boste stopalo povlekli proti sebi. Upognili boste gleženj, kot da bi pritegnili prste na nogi proti sebi. V tem 3. koraku boste prilagodili razdaljo do stene, tako da bo idealna za vas. Ko stopala povlečete proti sebi, morate začutiti raztezanje zadaj na nogi, po vsej zadnji strani noge. Ne smete pa čutiti bolečine. Torej, če stopalo povlečete proti sebi in ne občutite raztezanja, ste predaleč od stene. Približajte se steni in ponovno preizkusite, ponovno stopalo povlecite proti sebi. Če pri potegu stopala proti sebi začutite bolečino, pomeni, da ste preblizu stene. Zato se malo odmaknite in poskusite znova. Ne pozabite, občutiti morate raztezanje na zadnji strani noge in ne bolečine. Ne pozabite, 4. korak je, da je glava višja od telesa. Zato morate uporabiti bolj trdo blazino ali vzglavnik. Prosim, če je vzglavnik premehak, ga prepognite na pol. In 5. korak je, da izvedete gibanje samo, izvedete vajo samo. Naredili boste dorzalno fleksijo in plantar fleksijo. Povlecite prste čim bolj k sebi in iztegnite stopalo čim bolj kot lahko. Ne pozabite, da je to gibanje ritmično. Narediti morate 60 ponovitev. Če ne morete narediti vseh 60 ponovitev, ker ste začutili bolečino, nelagodje ali vam je stopalo začelo mravljinčiti, razdelite teh 60 ponovitev na manjše število, na manjše serije. Lahko naredite 2 seriji po 30 ponovitev, 3 serije po 20 ponovitev ali 6 serij po 10 ponovitev. Pomembno je, da to vajo izvajate vsak dan. Pomembno je, da to vajo izvajate z obema nogama izmenično, ne samo z nogo, pri kateri čutite simptom. Če občutite bolečino, mravljinčenje ali kakšen močnejši simptom na ishiadičnem živcu, priporočam, da prvih 2 ali 3 dni oziroma celo prvi teden vadite samo z nogo, ki nima simptoma, torej samo z zdravo nogo. In po teh 2, 3, 5 dneh, ko boste delali samo z nogo, ki nima simptomov, boste začeli delati tudi z nogo, ki ima simptom. Zakaj vas to prosim?
ker se pri nekaterih ljudeh, potem ko izvajate nevralno mobilizacijo, simptomi v prvih 24 ali 48 urah poslabšajo. Torej, če imate močnejše simptome, bolečino, mravljinčenje, občutek električnega sunka, začnite delati samo z dobro nogo, z nogo, ki nima teh simptomov. In šele po nekaj dneh začnite delati z nogo, ker imate simptome, z nogo, ker imate bolečino, mravljinčenje, občutek električnega sunka. In še enkrat je prišel čas za deljenje. To je še en način, kako lahko pomagate naši kanalu rasti. Predvsem pa nam omogočite, da pomagamo vedno več ljudem. Zato pokažite ta video vsem, ki jih poznate, tistim, za katere menite, da bi jim lahko kakorkoli koristil, svoji družini, prijateljem, znancem, ki se pritožujejo zaradi bolečine v ishiadičnem živcu ali bolečine v ledvenem delu hrbtenice. Naučite jih to vajo, pokažite jim ta video in boste prepričani, da lahko tako preprost nasvet, kot je ta, zelo pomaga nekomu zmanjšati bolečino. Ej, fant, ne straši me tako. Kaj je bilo? Pozabljaš na nasvet, fant? Res je, že sem skoraj pozabil. Veliko ljudi običajno jemlje zdravila, hodi na fizioterapijo, včasih opravlja kakšno posebno zdravljenje, kakšno specializirano zdravljenje, kakšno vrsto manualne terapije, da bi zmanjšali bolečino zaradi ischiasa. In ta bolečina se včasih izboljša, a se potem vrne, ali pa se včasih sploh ne izboljša. In obstajajo nekatere stvari, ki sem jih opazil v teh 10 letih, ki lahko prispevajo k temu, tudi če imate že dobro telesno mehaniko, tudi če imate že zdravo strukturo. Pri moških je to denarnica, ko jo nosijo v zadnjem žepu, pri ženskah pa navada, da sedijo s prekrižanimi nogami. In zakaj lahko denarnica povzroči ischias pri nekom? Veliko moških nosi denarnico v zadnjem žepu in tako kot skoraj vsi, preživijo dober del dneva sede. Bodi si pri delu, bodi si za računalnikom ali še huje, sede na motorju. In zakaj pravim, da je motor še slabši? Ker poleg tega, da imaš debelina denarnice, ki pritiska na ischiadični živec, točno tam, kjer je piriformis mišica, obstaja še tresenje, sunki med vožnjo z motorjem, ko voziš. In zato veliko ljudi tako dolgo trpi zaradi ischiadične bolečine. Ker se zdravi, se počuti bolje, a še vedno hrani denarnico v zadnjem žepu in ne posveti pozornosti tej podrobnosti. In denarnica še naprej pritiska na živec, bolečina se vrača, občutek električnega sunka, otrplost, pomanjkanje moči v nogi. Torej že preprosta sprememba, da vzamete denarnico iz zadnjega žepa in jo začnete nositi v sprednjem žepu, zelo pomaga. Druga stvar je, da poskusite zmanjšati debelino denarnice. Ker bodimo iskreni, veliko moških ima denarnico, ki je videti kot žoga. Zdaj si predstavljate, kakšen pritisk to povzroča na našo strukturo, naprimer na ishiadični živec. In zakaj lahko navada sedenja s prekrižanimi nogami prispeva k temu, lahko pritisne na ishiadični živec? Preprosto zato, ker ko sedite s prekrižanimi nogami, lahko to opazite. Veliko bolj se naslonite na eno stran zadnjice kot na drugo. Se pravi, teža celotnega telesa, namesto da bi bila razdeljena med obe zadnjici, med obe strani zadnjice, je podprta, skoncentrirana samo na eni strani. In to prav tako stisne ishiadični živec. Ker je zadnjica prav točno mesto, kjer poteka ishiadični živec. In je prav tam tudi hruškasta mišica. Ta mišica, ki lahko, ko se skrči, prav tako stisne ishiadični živec. In ne pravim, da ne smete sedeti prekrižanih nog. Kar pravim, je, da bi morali izbrati situacije, kjer boste v tem položaju dlje časa. Morda zaradi službenih razlogov, da boste videti bolj elegantno, bolj urejeno. Ampak da ti to ne povzroča bolečine, nelagodja ali zmanjšanja kakovosti življenja, moraš delati na tem, da imaš zdravo telesno strukturo, ki lahko prenese takšne priložnosti, takšne situacije, kjer bo pritisk večji. Zato redno in pogosto vadi to vajo za nevralno mobilizacijo, ki sem te jo danes naučil. Ukvarjaj se s telesno aktivnostjo, po možnosti z dejavnostjo, ki vključuje tudi gibljivost, kot je na primer pilates. In tako boš lahko v tistih situacijah, ko je to potrebno, sedel s prekrižanimi nogami, bil bolj poravnan, bolj eleganten in ohranjal zdravje ter svojo kakovost življenja. In tukaj bom zaključil, velik objem in se vidimo v naslednjem videu. In ti je bila všeč hlače, ki sem jih danes nosil v videu? To so moje capoeira hlače. Toliko časa je v omari, da poglej, koliko prahu je na njej. Prahu je. Groza očale, kaj ne? Oprosti.